Lepo pozdravljeni, spet je teden naokoli in spet komentiramo dogodke v oddaji Odmev tedna. Tokrat je z nami dr. Sebastijan Jeretič. Lepo pozdravljeni, dr. Jeretič. Lepo pozdravljeni. No, začnimo z vlado. Vlada se je v tem tednu sestala na Brdu pri Kranju in seveda dejali so, da bodo vse te svoje prioritete izpolnili do konca mandata, to je pravzaprav mogoče še eno leto, ne, tam nekje. Zdaj, veliko je teh reform, ki so jih začeli. Poglejmo za zdravstveno. Kaj je zdaj s to zdravstveno reformo? Kot kaže, je to še ena brca v temo strani te vlade. Ne? Tako je vsaj slišati strani tistih, ki delajo v zdravstvu. Ne? Jaz mislim, da je tukaj situacija res alarmantna in da je nesprejemljivo to zavajanje tudi, ki si ga je vlada zdaj privoščila, recimo z vprašanjem čakalnih vrst, ne, ker so enostavno spremenili kriterije in s tem spremenili statistiko in se pohvalili, kako so prepolovili seznam ljudi, ki nedopustno dolgo čakajo. Ne, skratka, ena navadna manipulacija. Namesto konkretnih rešitev, ki bi krepili javno zdravstvo, ga pa enostavno rušijo. Ne. Torej ta neka, bom rekel, socialistična vnema te vlade dejansko iz javnega sektorja, ki je državni in koncesijski, ne, iz tega torej celotnega sektorja, ki ureja našo skupno zadevo, enostavno brcajo stran ljudi, ki si želijo samo normalno, kvalitetno, ustrezno delati, imeti torej pogoje za izvajanje svojih storitev. In ta odnos, ki ga vlada kaže do zdravstvenega sistema, predvsem pa tudi ta amaterskost, je dejansko znak nesposobnosti te vlade. No, to je najbolj mogoče v nebo vpijoč primer področji, kjer se vidi, da je tej vladi popolnoma spodletelo na celotni črti. No, ampak to, kar je nerazumljivo, je recimo dr. Brecelj je tudi v tej skupini, ne? In on je zdravnik. Jaz ne razumem, kako da zdravniki sami ne sprevidijo. V tem je ta moment, ker potem ljudje rečejo, no ja, sej, zakaj pa Brecelj nič ne reče, bo že nekaj na tem in bo že nekaj res, kar pravi vlada. Kako je? Jaz mogoče mislim, da zna biti celo v stiski, zaradi tega, ker se je zelo zaletel v to vlado, jo zelo podpiral, se postavil na čelo tudi neke skupine in je zdaj vprašanje, kako bi izgledalo, če bo on naenkrat povedal, da je bilo vse v prazno. Ne, da so torej vsa ta leta tega mandata bila ena brca v temo. Ne. In po drugi strani pa tudi gospod Brecelj je imel ponovadi neke malo skrajne populistične izjave tudi v preteklosti in je vprašanje, ali so dejansko določeni zdravniki jih najbolj primerni za rešitev celega sistema. Jaz mislim, da glavni problem tukaj je enostavno premalo dialoga in neka ideološka skrajnost, ki se kaže v poskusu sledenja glasu ljudstva, kar pa je seveda nemogoče v praksi narediti, ker gre za enostavno pretirane poglede na reševanje nekega problema. Ne. V našem sistemu tisto, kar deluje kvalitetno, so dejansko še najbolj koncesionarji. In to, namesto da bi torej ugotovili, zakaj koncesionarjem uspevajo določene zadeve, ki državni režiji ne uspejo, ne, gre tukaj za neko sovraštvo do kogarkoli, ki za storitev, ki jo ponuja, zasluži nek denar. Torej nekaj, kar je v zahodnem svetu, ki smo se mu želeli pridružiti, nekaj povsem normalnega. In mislim, da je torej ta ideološka skrajnost, poleg tega neka politična nesposobnost izvajanja, vodenja nekega dialoga in poslušanja različnih strani, tisti ključni razlog, da vladi Roberta Goloba enostavno ne samo, da ne uspe rešiti slovenskega zdravstva, ampak ga celo dokončno uničuje. No in recimo vse spremljamo te poskuse nekih reform že vso tranzicijo, ampak nikoli se ne lotijo zdravstvene zavarovalnice, ki je v bistvu srž vsega problema, če poslušamo zdravnike. Kako to? Se strinjam, da je ZZZS glavni problem, zaradi tega, ker je to ključno orodje, ki vodi slovensko javno zdravstvo. Zdaj, zakaj se tega nikoli ne lotijo? Nekaj ministrov je poskusilo in v trenutku, ko so naredili prvi korak v tej smeri, je začelo po njih padati. In prvi korak je dejansko sploh prevzem vodenja ZZZS-ja.
V tem trenutku recimo skupščina, ki ima 45 članov, ima samo 7 predstavnikov vlade. To pomeni, da vlada nima dejansko nobene moči v ključnem orodju za reformiranje slovenskega zdravstva. Ampak v trenutku, ko je vlada, katerikoli minister, samo napovedal, da bi želel prevzeti demokratični nadzor nad vodenjem zdravstvene zavarovalnice, se je vsul plaz kritik, da gre za podržavljanje, politiziranje, prevzem blagajne in tako naprej. In tu smo v nekem začaranem krogu tudi zaradi tega. Dokler se ne bo spremenil način delovanja ZZZS, bodo tukaj temeljne težave. Ker če govorimo o financiranju, nadzoru, sploh nekem stroškovnem nadzoru delovanja, je to seveda vloga ZZZS, ki pa jo ta ne opravlja dovolj kvalitetno. No in seveda druga tema, ki so jo seveda tudi obravnavali tule na Brdu pri Kranju, so stanovanja. Zdaj to število teh stanovanj, lopata je bila že zasajena, ampak od 30.000 je šlo na 20.000, zdaj mogoče samo 2.000 ali še manj. Kaj je zdaj s temi stanovanji? Tukaj se koalicija enostavno zaletela z nekimi obljubami, tako kot obljuba SD-ja v 30 dnevih do specialista in podobno. Realnost pa je seveda drugačna. Torej, realnost je drugačna predvsem v tem, da ni dovolj dati 200 milijonov. Ampak gre tukaj za določene zadeve, ki terjajo svoj čas, ki terjajo torej nek dolgotrajen pristop k tej rešitvi. Osnovna zadeva je naslednja. Mi sicer večkrat bentimo, da so dolgotrajni procesi pridobivanja dovoljenj za gradnjo. Ampak po drugi strani pa moramo nekaj spoznati. Slovenci smo se odločili, da je prostor ena dragocena dobrina in da je zato poseganje v prostor nekaj, kar mora biti ustrezno regulirano. Pri nas ponovadi ni problem samo v proceduri potem, ampak predvsem v pomanjkanju ljudi, ki bi hitro reševali posamezne zadeve. Torej, jaz mislim, da je prav, da imamo veliko varovalk, problem je v tem, da ljudje v sistemu ne delujejo potem dovolj učinkovito. In zato tudi vsaka zakonska sprememba, ki se zgodi na tem področju, samo še dodatno zakomplicira zadeve, ker enostavno podaljša način delovanja, ker se morajo na novo učiti, še enkrat preverjati in tako naprej. Podobno kot pri zdravstvu, ker je šlo za skrajševanje čakalnih vrst z nekim dodatnim delom, bi tudi pri vprašanju umeščanja v prostor to lahko rešili samo z nekim kadrovskim posegom, ki bi pospešil določene procese. Jaz mislim, da zemljišč je dovolj, tudi ugotavljajo, da jih je že samo na ali SDH-ju ali pa tudi v drugi državni ali občinski lasti, torej v javni lasti je dovolj zemljišč. Vprašanje je samo učinkovitosti delovanja vseh akterjev. Tukaj od ministrstev do stanovanjskih skladov, od občinskih do republiškega. Tako da enostavno so se tukaj zaleteli z nekimi obljubami, trčili v neko realnost, ki pa je niso kaj dosti premaknili. Vse, kar so naredili, je, da so zagotovili sicer malo več sredstev, ampak sistem je ostal popolnoma enak, kot je bil prej, torej precej počasen. Druga stvar je, da so enostavno močnejši zasebni interesi in da zaradi tega tudi kapacitete soglasodajalcev so precej zasedene. Zaradi tega, ker imajo opravka z projekti od torej teh javnih do javnih infrastrukturnih do zasebnih. In očitno je seveda pomembno tudi, na kakšen način delujejo interesi ali delujejo bolj organizirano in očitno zasebni interesi tudi svoje naloge prej opravijo. Zaradi tega, ker gre tukaj za sodelovanje javnih uslužbencev in tistih, ki vlagajo recimo različne dokumente, jih vlagajo lahko bolj ali manj učinkovito, bolj ali manj premišljeno, malo bolj drezajo, da se kakšna zadeva pospeši. In mislim, da je glavni problem, da koalicija enostavno ne razume realne prakse in težav, ki se dogajajo v pisarnah z papirologijo, z ljudmi
in misli, da tako kot na kakem drugem področju si tudi domišlja, da lahko z neko potezo, kot je zagotovitev proračunskih sredstev, rešiš vse, ne da bi se dotaknil dejanskega funkcioniranja sistema. No, seveda hvalijo se tudi z plačno reformo, ki se je izkazala kot popoln fiasko za te res tisto skupino J, vse te, ki so manj plačani, in še več kot to, zdaj obešajo tudi upokojencem nove dajatve iz neto prihodkov. To se pravi za dolgotrajno oskrbo, praktično nižajo pokojnine za ta 1%. Mislim, kaj počnejo te ljudje? No, edina reforma, ki so jo zaključili, recimo ta reforma plačnega sistema, ki se pa je izkazala dejansko za popolno polomijo. Torej, dolgo je trajala, precej bo bremenila proračun, čeprav je vprašanje, iz katerega naslova ga bo bremenila, če pa se po drugi strani plače niso dejansko dvignile, kot je bilo napovedano. In kot ste pravilno izpostavili, ravno najbolj ranljivi, o katerih govori ta skrajno leva vlada, in se sklicuje, da rešuje predvsem najbolj ranljive, sedaj ugotavljajo ob prvih plačah, da so celo na slabšem, kar je nekaj nerazumljivega, kako za vraga so zapisali sistem na papir, da so lahko zdaj najbolj ranljivi še na slabšem. In kakšna je reakcija potem vlade? Aroganca finančnega ministra v vseh nastopih, ta njegova vzvišenost, da se našel nek posamezen primer, ki zavaja, ampak da večina zagotovo ne more biti takšna, in potem se seveda javijo še iz drugih institucij po državi, da je točno tako, kot je bilo izpostavljeno, torej da gre za polomijo. Jaz mislim, da je težava tudi v tem, da se enostavno premalo sliši glasove protestov z terena, ko ugotavljajo, da ta vlada sprejema ukrepe, ki škodijo tej državi. In enostavno se premalo sliši ljudi z terena, slišimo tu pa tam težave v posameznih institucijah, ampak očitno ne dovolj. Zaradi tega, ker ima ta vlada še vedno dovolj podpore, da lahko nadaljuje s takim delom. No, malce pa že protestirajo podjetniki, ali vsaj so pri tej kvazi davčni reformi, ki jih je seveda bistveno bolj obremenila. Torej, vprašanje je, kaj od vsega tega, kar napovedujejo veselo in smelo, bo v tem enem letu sploh uresničeno. Kaj se bo zdaj dogajalo od teh reform? Torej, zna se zgodi, da bodo sprejeli še kakšno neumnost, kot je bila plačna reforma, čisto zaradi tega, da naredijo kljukico in da grejo v kampanjo z besedami, da so naredili reforme, lahko lažejo še naprej o učinkih teh reform, ker smo ugotovili v tem mandatu, da je to vlada laži in da nima nobenih problemov lagati glede posameznih vprašanj, tako da si lahko obetamo še kakšno neumnost. Ponavadi bi rekli, zadnje leto zagotovo ne bo velikih sprememb, pa še hvala Bogu, glede na to, kako vlado imamo, da ne bodo sprejemali neumnosti. Jaz pa mislim, da bojo, ker je to drugačna vlada z drugo mentaliteto, vlada torej političnih amaterjev, ki misli, da bo ravno s tem, da si naredi še par navideznih kljukic, izboljšala izhodišča za volitve. In glede na to, da smo v Sloveniji videli na volitvah že marsikaj, ni dvakrat za reči, da jim ne bo celo uspelo s tem. No, seveda so imeli po vsem tem zasedanju tudi tiskovno konferenco, na kateri so sodelovali predstavniki koalicije. No, tamle gospod Han se že malce praska po glavi, kako bo speljal te izjave, dogodek. Zdaj vprašanje je, in pisali so tudi analitiki, da je pravzaprav ta enotnost iluzorna, da je to iluzija, da enotnosti ni več. Namreč pri bistvenem vprašanju, kjer se bodo lomila kopja zares, ko bo šlo zdaj za te stranke, pustimo afere, Litijska in tako naprej, je seveda denar za oboroževanje, ki pa zdaj bo in mora biti, to je napovedal tudi predsednik vlade Golob. Kako bo zdaj Levica, kako bo zdaj SD, kaj se bo zgodilo, kako bodo oni ohranili svoj obraz, da tako rečem? No, najprej jaz mislim, da je vlada predvsem, oziroma koalicija, enotna v interesu, da ostane na položaju do konca mandata. Kako bo naprej, mislim, da še sami niti ne znajo najboljše razmisliti. Zdaj tudi ves čas, če lahko tako rečemo, vse od samega štarta ni nikoli neke
enotnosti, neke velike ljubezni med koalicijskimi partnerji, zato ker ta mali se vedno počutijo, da so pametnejši od ta velikega in da imajo premajhno težo. To še posebej velja za SD, kot recimo edino stranko na levici z neko tradicijo, ne samo tranzicijsko, ampak tudi tranzicijsko. To je stranka, ki si ves čas domišlja, da je seveda pametnejša od vseh novih obrazov in realno tudi je, čeprav ni neka taka bleščeča razlika, in potem mora delovati v koalicijah, ki jih vodijo amaterji, ki čez noč vstopijo v politiko. Tako da že v samem štartu so seveda tukaj določene napetosti. To, kar se bo pa zdaj v finišu dogajalo, sicer je priprava na naslednje volitve, ima pa gospod Golob tukaj eno veliko srečo in to je, da sta oba koalicijska partnerja na kolenih, da imata oba toliko notranjih težav, da enostavno ne more takaj dosti rušiti ali delovati proti vladi. Čeprav vidimo že vse bolj pogosto izjave distanciranja od delovanja vlade. Torej, če so se v nekem obdobju recimo distancirali posamezni ali poslanci ali europoslanci ali mogoče recimo predsednik podmladka SD, ki je pogosto bil kar kritičen do vlade, so zdaj začeli se od vlade tu pa tam distancirati že tudi veliki. Recimo ravno gospod Han, ki zna včasih govoriti o vladi kot o nečemu, pri čemer ne sodeluje. Ampak to so vse neke take, bom rekel, bolj mehke PR-ovske fraze, ne vidim pa možnosti, da bi v tem finišu mandata prišlo do nekega resnega razkola. Jaz mislim celo, da bo ta trojica želela pokazati, da želi nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu. Kar se tiče vprašanja oboroževanja, pa zdaj naslednje vprašanje. Kaj sploh se bo na nacionalni ravni moralo zgoditi še v tem enem letu? Jaz mislim, da je tukaj velik problem že na evropski ravni. To, da so rekli 800 milijard bo, je mogoče nek prvi korak. Zdaj pa vprašanje je kaj, kam, kako. Sploh v Sloveniji mislim, da bi bilo potrebno opraviti en res širok pogovor o tem, na kakšen način okrepiti obrambno sposobnost Slovenije in na kakšen način pa seveda tudi dajmo reči, pokriti našo članarino, da tako rečem, v kolektivni varnosti, ker pogosto ljudje rečejo, zakaj dajemo denar za vozila, recimo oklepna vozila, ki bodo delovala v tretjem svetu, ne pa pri nas doma. In razlog je v tem, da smo enostavno vstopili v klub kolektivne varnosti, ki terja neko članarino. In mi te članarine poštene ne plačujemo že od samega začetka vstopa v NATO. In zdaj se moramo enostavno mogoče odločiti tudi glede tega, ali želimo še naprej biti del kolektivne varnosti, ki nam zagotavlja, bom rekel, kar nam uspe zagotoviti v tem delu, dokler obstaja NATO, ali bomo tvegali izstop in neko poskus avtonomije, nevtralnosti v švicarskem stilu, kar pa morajo seveda vsi ostali priznati, da dobiš tako pozicijo. In tu, ker vidim, da se zdaj odpirajo te razne teme o tem vprašanju. Ampak torej, ključna zadeva bo odpreti en resen, strokoven, kvaliteten dialog o temu, kaj je treba narediti za okrepitev slovenske obrambne sposobnosti, pri tem pa se ne iti v takih igric, kot se grejo kakšni poslanci levice, ki javno govorijo o tem, da je treba nategniti NATO z dvojno rabo, z prikazovanjem sredstev. Torej, tako kot je ministrica Bratušek o poplavah takrat razlagala, da je treba prikazati 10-milijardno luknjo Evropi. In tudi je prikazala. Ceste, ki jih sploh še ni bilo. Pa je hitro Evropa pokazala, da zna clipping spremljati in da spremlja izjave posameznih ministrov. No, širina ni njihova vrlina. Je vprašanje, kakšno bo to debatiranje o tem. Ste vi optimistični, bodo odprli to razpravo? Jaz ne vem, jaz upam, da se bo ta razprava, če ne drugega, zgodilo vsaj res na strokovni ravni. Tudi na ravni, ki mogoče je malo odmaknjena od politike in da se bodo čisto drugi akterji lotili teh konkretnih zadev. Eno je torej politična razprava, drugo je pa res vprašanje. Zdaj, če se odločimo naenkrat recimo podvojiti
naš vložek na tem področju, kam bo to šlo. Ne? Vidimo, da šele sedaj kupujemo oklepnike, za katere smo se zavezali pred 20 leti in ki danes niso več tako aktualni, kot so bili takrat, ker takrat, ko se je sprejela tista odločitev, ne, je bila ideja, da ne bo vojn na našem ozemlju. Pa še ni bilo dronov tako razvitih. Vrsta elementov je tukaj. Torej pri nas je problem tudi ta, ne morem reči, zamudnost izvajanja vsake strateške odločitve. No, analitiki so opazili, da na tem srečanju ni bilo gospe Urške Klakočar Zupančič. Zdaj z gospo predsednico Državnega zbora je očitno kar nekaj težav. Namreč civilna iniciativa Aktivni državljani samostojne Slovenije je tudi dala kazensko ovadbo zoper gospo Klakočar Zupančič in sicer, da je zlorabila položaj in pa tudi uradne pravice, pa zloraba javnega denarja. To se pravi, s čim imamo zdaj opravka pri tej gospej? Vrsta težav je že najprej na čisto politični, karakterni ravni, torej funkcija predsednika Državnega zbora je bistvena funkcija slovenske parlamentarne demokracije. Torej v našem ustavnem redu je to tista točka, na katero ljudstvo prenese izvajanje svoje suverenosti. In zaradi tega gre tukaj za položaje, ki jih tudi drugod po svetu zasedajo politično izkušeni ljudje. Politično izkušeni in karakterno sposobni dialoga. Ljudje, ki jim ne gre za lasten ego, ampak razumejo, da je njihova vloga usklajevanje, organiziranje, včasih reševanje konfliktov in iskanje skupnih točk. Zato, ker bistvo parlamentarizma je skozi odprt, racionalen dialog poiskati rešitve v skupnem interesu. To je temeljno načelo parlamentarizma še pred moderno demokracijo. In gospa Klakočar Zupančič ne izpolnjuje nič od tega. Torej najprej nima nobenih političnih izkušenj in tudi nima ustreznih karakternih sposobnosti, da bi presegala razlike v Državnem zboru, ampak jih enostavno še poglablja. In potem je tukaj še dodatna težava, to je pa tudi njena nekako, bom rekel, čustvena nestabilnost, ki jo iz primera v primer kaže, ki pa tudi dejansko onemogoča izvajanje take funkcije. Sej jaz razumem, v normalnem življenju je nekdo lahko čustveno nestabilen tako, kot je, in je to pač neka osebnostna lastnost. Ne? Ampak taki ljudje enostavno niso sposobni opravljati funkcij, kot je vodenje Državnega zbora. Ne? Vse ostalo so potem detajli, tudi ta zadnji primer ljubezenske afere in zlorabe sredstev v tej luči. Bom rekel, tukaj gre vse za sekundarna vprašanja v luči tega bistvenega, in to je absolutna neprimernost gospe Klakočar Zupančič za tako pomembno funkcijo v našem ustavnem redu. No, in če jo bo preiskovalo okrožno državno tožilstvo, upajmo, da jo bo, ne, glede na to prijavo, ali bo preživela na tej funkciji? Jaz mislim, da se čisto nič ne bo zgodilo do konca tega mandata, da bodo vztrajali. Vprašanje je, kako bo z njo na volitvah. Torej, glede na vse, kar se je dogajalo tudi znotraj stranke, glede na to, da je bila takrat v tistem, dajmo reči, neki fazi čiščenja stranke, tudi ona postavljena na stranski tir, ni bila vržena ven, kot recimo Mojca Šetinc Pašek. Čez ramo, ne? Tako, ne, ampak je bila vsaj umaknjena z mesta podpredsednice stranke. Je vprašanje, kaj bo v prihodnjem mandatu. Mislim pa, da bo enostavno ta mandat pričakala do konca, tako kot večina teh ljudi z Gibanja Svobode. Ja, glejte, zelo nespretni so pravzaprav vsi, ne, pri teh državniških poslih. Recimo, dr. Robert Golob je sporočil sožalje napačnemu predsedniku vlade Severne Makedonije. A smorate misliti? Torej, pa kaj se zdaj dogaja? A tudi toliko niso, kaj so te službe? Kako lahko sporočiš napačnemu? To je res absurd. Najprej je
Seveda Robert Golob, novi v politiki in pač ne pozna ljudi, da bi sam opazil kaj takega, ampak v tem primeru je absolutno krivda na strani služb, to je nekaj nesprejemljivega, predvsem je to nesprejemljivo zaradi tragičnosti tega dogodka. Glede, in to so resne posledice za ugled države. Makedonsko ljudstvo je seveda ne samo užaloščeno, ampak tudi razjarjeno. Videli smo recimo njihove reakcije na srbskega predsednika Vučića, ki je šel se promovirati z obiskom v bolnišnici, torej žrtev tega požara, kar pomeni, da je seveda v taki situaciji vsak kiks še toliko bolj boleč za nekoga. Ja. In tle gre za popolnoma spodletelo zadevo, ampak še enkrat mislim, da so krive tukaj strokovne službe in da je nesprejemljivo. In v vsaki normalni državi bi oseba, ki je zagrešila kaj takega, letel iz službe. No. Ja. Vprašanje je, ali je sploh dr. Golob sam tole napisal. Lahko, da je običajno poteka, zagotovo. To poteka normalno je, da to počnejo službe. In da je edino, kar je gospod Golob naredil, verjetno rekel, pošljite, objavite nekaj v tem stilu. In pravilno je, da se potem ne ukvarja več s temi detajli, ker ima predsednik vlade seveda pomembnejše vloge, kot gledati vejce, pike in tako naprej. Zato pravim, to je popoln kiks strokovnih služb, ampak zato je tudi on kriv. Ker je celoten mandat, torej ne samo, da so to službe, ki jih je on izbral, ampak tudi zaradi njegovega obnašanja je velik del strokovnega osebja se umaknil, ljudje so odhajali iz kabineta predsednika vlade in na njihovo mesto so prihajali neizkušeni in očitno tudi nesposobni ljudje. No, in ko že govorimo o seveda teh reformah, ki jih ni, seveda je dr. Robert Golob tudi zelo začel napadati zdravnike. Ne. Zdaj, govorili smo že malo o psihološkem profilu gospe Urške Klakočar Zupančič, ampak kaj je to, da praktično govoriš, da so to paraziti, dvoživke, pa s čim imamo tukaj opravka? Zdaj, to bi moral kakšen resen psiholog mogoče podati diagnozo malo bolj natančno. Tle gre enostavno za najprej aroganco gospoda Goloba, ki je značilna za njega celotno življenje. Torej, to ni nekaj, kar je nastalo s tem, ko je prišel na položaj. Takšen je vedno bil. Ta vzvišenost in ta aroganca, ki jo tudi sicer kaže v tem mandatu, pa se seveda stopnjuje. Zdaj prihajamo proti koncu mandata, nobenih rezultatov ni, vse več ljudi mu pravi, da je nesposoben in to je za njegov ego nekaj nesprejemljivega. In zakaj se tako postavil recimo proti zdravnikom? Zaradi tega, ker ga opozarjajo, ker ga kritizirajo, da njegova vlada vodi stvari v napačno smer. In to je zanj očitno tako nesprejemljivo, da se je res postavil proti zdravništvu na nemogoče nesramen način. Izjava, da so v zdravstvu paraziti, je nekaj popolnoma nesprejemljivega. Tudi če bi imel sploh kakršnekoli argumente, se je pa zelo jasno pokazalo, da tudi sploh nobenih argumentov nima. Ker ko so določene organizacije zdravniške zahtevale od kabineta predsednika vlade, da pojasni, na podlagi česa je prišel do te izjave, ali ima kakršnekoli podatke, so dobili jasen odgovor iz kabineta predsednika vlade, da nima nobenih podatkov, da torej govori to, kar se sliši po gostilnah. Ja, ampak to je popolnoma nesprejemljivo. Podatek, ki je, da bodo prav na Tolminskem ostali brez zdravnika, to je blizu tam, kjer je on doma. Ja, in to je samo eden od primerov dejansko uničevanja slovenskega zdravstva. In ta agresivnost je pač značilna za gospoda Goloba, kot sem rekel, skozi celotno njegovo kariero, torej aroganca, agresivnost, ki pa tukaj presega vse meje
sprejemljivega. No, lejte, se je dogajalo, da so med mandatom tudi predsedniki vlade že prej, pa da jih ne naštevam, imeli potem opravka recimo z zdravniki, z bolnišnicami, so sami potrebovali pomoč. Ne nazadnje tudi doktor Golob je v nekem trenutku imel neke težave z nogami. Ampak lejte, kako je to, ali te ljudje hodijo potem v tujino na zdravljenje, zakaj se oni tega ne zavedajo? Ne? Ker prej smo vedno rekli, lejte, se bojimo zdravnikov, mogoče ga bomo pa sami potrebovali. Ne? Kje se zdravijo oni? No, jaz mislim, da ne pomisli res na to in tudi če kljub vsemu so zdravniki, rekel, ljudje, ki si zavedajo svoje odgovornosti in oddelajo svoje delo, kot je treba. Ne? In mislim, da gre tle res bolj za ta primer popolne osebnostne nezrelosti za kakršnokoli javno funkcijo. No. Kaj šele voditeljsko. No, seveda, zdaj ta nezrelost pri sprejemanju teh odločitev in zakonov se je pokazala tudi pri omrežnini. Ne. Namreč pri omrežnini so zdaj kaznovani celo tisti, ki so se držali teh navodil, gremo na zeleno, gremo na toplotne črpalke in tako naprej. In zdaj je Gospodarska zbornica sprožila ustavni spor glede omrežnine in glede teh akta o določitvi tarifnih postavk in akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine na Ustavnem sodišču. Kaj se bo zdaj zgodilo? Namreč Ustavno sodišče, ne, kot smo navajeni iz primera RTV Slovenija in tega zakona, v določenih stvarih ne more, ne zna, noče odločiti. Bo zdaj gospodarstvo tu uspelo? Torej, v tej celotni zgodbi, sploh glede omrežnin, je malo zapleteno vprašanje ravno ta odnos politika-stroka. Torej, živimo v demokraciji, kjer želimo skozi demokratični nadzor urejati našo medsebojnost, ne? Po drugi strani pa se je ravno zaradi tega, da bi se preprečil populizem, vzpostavilo neke samostojne agencije. In jaz bi tukaj načeloma rekel, agencija je dejansko strokovni organ, ki bi mu morali zaupati, ne? Če ne bi prišlo toliko nekih informacij, ne? Od tega, kdo je sploh delal izračune za to spremembo, do vprašanja, koliko je to bilo strokovno, koliko je bilo napak na tisti strani. Ne? In pol imamo pa na drugem polju politiko, amatersko, ki se pa ne zaveda torej te avtonomnosti teh agencij in ki je izvajalo zdaj desant recimo na to agencijo. Ne? Skratka, imamo eno zelo zapleteno situacijo, ki jo pa v končni fazi pol plačujejo ljudje, ali kot gospodinjstva, ali kot gospodarstva, ker tudi gospodarstvo so v končni fazi ljudje. In zdaj bistveno vprašanje, ki ga tukaj izpostavlja kolega Igor Vlačič, je pa naslednje. Ne? Za vse skupaj, za ves ta rom-pom-pom, ki se tukaj dogaja, je bistveno vprašanje naslednje. Ne? Koliko kilometrov, ali pa bolje rečeno, koliko metrov novih, bom rekel, nove infrastrukture bo Slovenija sploh dobila na ta račun. Ne? Ker omrežnina je dejansko denar za vzdrževanje infrastrukture in za investiranje, modernizacijo. Ne? In tukaj je zdaj vprašanje, kje končajo dejansko vse te milijarde. Ne? Tle gre za eno ogromno področje, kjer se dogajajo izjemne investicije, ki pa zelo redko pridejo res pod drobnogled javnosti. Ne? Skratka, celotno polje energetike, ki se šteje, in tukaj recimo gospod Mervar Zelesa večkrat poudari, da bo treba plačati pošteno ekonomsko ceno za elektriko. Ne? Imamo torej na eni strani zelo zamegljeno situacijo, na drugi strani gre pa za dobrino, ki je postala sestavni del kvalitete bivanja danes. Ne? Torej gre za nekaj, kar je enakovredno javnemu zdravstvu, javnemu šolstvu, torej tistim sistemom, kjer pa se je vzpostavila mal, dajmo reči, drugačna logika delovanja, in jaz mislim, da bo enako treba narediti tudi na področju elektrike. Torej, vzpostaviti najprej interes ljudi, in tukaj velja za gospodinjstva in gospodarstvo bom rekel, enaka pomembnost tega, in temu podrediti celoten sistem energetike. To je tisto polje, kjer se dejansko milijarde obračajo na precej zamegljen način in v končni fazi v bazenu teh milijard
je zrasel tudi Robert Golob kot preprodajalec državne, javne elektrike v, dajmo reči, nekem napol privatnem podjetju. Ja, no in seveda njega so promovirali kot dobrega menedžerja, ampak zdaj recimo je gospod Blaž Cvar iz Obrtne zbornice javno vprašal, in to je resno vprašanje, na katerega opozarjajo že nekaj časa, ali bodo zdaj obrtniki prisiljeni delati ponoči, ker takrat bo ta omrežnina cenejša, ne bom rekla najcenejša, cenejša, in seveda sicer bodo zaprli svoja podjetja. In kako je lahko nek tak menedžer, ta možganski trust gospodarstva, sprejel tako odločitev? Iz čistega egocentrizma, ne? Tudi če se spomnimo že predvolilne kampanje, njegovega razlaganja dodane vrednosti. Ne? Koliko GEN-I ustvari dodane vrednosti na enega zaposlenega, ne? Koliko pa slovensko gospodarstvo v celoti. In naj se pač zaprejo tovarne, ki niso sposobne plačati ljudi, elektrike in tako naprej. Pri čemer je pozabil točno to, ne, da lahko je ustvariti dodano vrednost, če ti nekaj državnega preprodajaš na zaseben način. Ne. Ampak jaz nisem videl takega skoka dodane vrednosti na splošno zdaj v slovenskem prostoru. Ni nekih korakov k večji učinkovitosti, konkurenčnosti našega gospodarskega prostora. Ne. In dejansko ta egocentrična zaslepljenost ga sili mogoče res v take izjave, kot jih je v preteklosti dal, da ne se pač tovarne zaprejo. In da to ne bo nobena škoda. In to je enostavno pomankanje te širine, kar ste izpostavili pred nekaj minutami. No. Ja. No, seveda tudi gospa Asta Vrečko je zdaj doživela nekakšen fiasko, namreč ta njen medijski zakon je res zdaj obveljal kot neko skropucalo, ker nekako ne bo šel naprej v obravnavo in v sprejem. Zdaj ona je uvajala neke vladne inšpektorje, ne? Zdaj se celo mediji, ki so bolj na strani levice, ugotavljajo, da to je praktično proti svobodi govora, ne? In dejansko tudi v naši zakonodaji, namreč zdaj zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v zvezi s tem pripravila pripombe na 49 straneh, ne, to je precej, praktično cela skripta teh pripomb, in pravijo, da je neustaven zakon, neusklajen, zmeden, a ne, in tisto, kar je bistveno, je, da sovražni govor, in to pa že ves čas govorimo, v naši zakonodaji ni opredeljen. Torej, kaj bo zdaj s to medijsko pokrajino? Mislim, da bo to šlo pač v predal, v smeti, in da se je izkazalo, da gospa Vrečko ni sposobna izpeljati ene take reforme. Ne? In to zakaj? Ker je enostavno to očitno pisalo, torej ne gre samo za ideološko zaslepljenost v tem primeru, ampak za tudi popolno amaterskost pri pisanju zakona. Ne? Ker očitno pri temu niso sodelovali niti strokovnjaki skrajne levice. Ne, zaradi tega, ker smo videli, da je recimo FDV se postavil proti temu zakonu. Ne. To pomeni, da je to res pisal nek očitno ozek krog kabineta ministrice, kar pomeni, da levica ni bila sposobna niti v političnem procesu razumeti, da bi bilo v interesu levice, da se poveže vsaj z temi, vsaj ideološko-prijateljskimi strokovnjaki, mediji in drugimi, da bi torej to znali sam politični proces spremembe tega zakona peljati. Ne? In zato je potem prišlo do vrste teh neumnosti v zakonu, zaradi katerih bo pač končal v smeteh, ker ga tudi očitno ostali koalicijski partnerji ne morejo prebaviti. No. Ja, no seveda, gospa Asta Vrečko je pri tem zakonu dobila veter v jadra z zakonom o RTV Slovenija, ne, ki ga je prav tako kot neustavnega predlagala, in so ga seveda tudi sprejeli, pri čemer zdaj RTV Slovenija nima nadzornega odbora, ima izgubo, finančno izgubo, a ne. Zdaj, kako je ta svet sestavljen, je tudi praktično iz samih levičarjev. Program teh tako imenovanih, sami so se imenovali, nikogaršnjih hlapcev, je pa zelo depolitiziran, zelo neuravnotežen in praktično televizije Slovenija nihče več ne gleda, gledanosti ni. Ne? To se pravi, kdaj bo Ustavno sodišče, ki ni moglo, ne, se ni moglo opredeliti, ali je zakon ustaven ali ne, kdaj bo karkoli reklo v zvezi s tem?
To je zelo težko napovedati. Ne. Jaz se spomnim, kadarkoli je govora o ustavnem sodišču, se spomnim profesorja Markiča. Jaz sem študiral ravno v času, ko je bila sprejeta ustava in smo imeli nekaj izjemnih predavanj od gospoda Lukšiča do gospoda Markiča. No, in takrat je izpostavil, da je za njega največja luknja v našem v tem novem ustavnem redu ravno to, da imajo ustavni sodniki omejen mandat, namesto da bi imeli do smrtnega ali pa do določene starosti, kot je v številnih drugih državah. In je rekel, da je to napaka zato, ker kot nacija bomo imeli kapacitete za prvo postavo in mogoče polovico druge postave ustavnega sodišča, potem bo pa zmanjkalo in bodo enostavno mediokritete na tem položaju. Ne? Zdaj, če zdaj pogledamo za nazaj, ne? Dejansko tista prva postava je zgodovinska, to so kot res očetje neke države, nekega ustavnega reda, levi, desni, vsi po vrsti, in potem je dejansko zmanjkalo teh kapacitet. Ne? Ker tudi zdaj, če pogledamo, se še najbolj propulzivne osebe na področju ustavnega prava, torej ne samo ustavni sodniki, ampak tudi drugi strokovnjaki, so, če danes pogledamo, že v precej mladih letih. Ne? Torej so v letih, ko se ukvarjajo tudi z drugimi zadevami, in je prav, da to počnejo, in bi lahko ustavni sodniki postali nekje na stara leta. Ne? In mislim, da je to eden od problemov našega ustavnega reda, da se ni pomislilo tudi dejansko na kapacitete nacije pri enem tako ozkem področju, kot je razumevanje, zaščita slovenskega ustavnega reda. Torej, bomo videli. Lahko pa se zgodi, da sprejmejo v tem enem letu nov zakon o RTV, namreč po tem obstoječem, za katerega ne vemo, ali je ustaven ali ne, se lahko potem spet vsi v RTV-ju zamenjajo. Ne? Lahko celo oni preprečijo z novim zakonom to, če jim bo to uspelo. Kaj menite? No, to je zdaj veliko vprašanje, ali razmišljajo v tej smeri. Vprašanje je tudi, ali se bo tako žgečljivo področje pa res lahko tudi koalicijsko uskladilo. Ne? Prej smo ugotavljali, da interes je seveda priti do konca mandata. Tukaj gre pa zdaj za vprašanje, ker bo zelo težko že vse apetite leve scene zakonsko recimo tukaj uskladiti. Ne? Druga zadeva je, treba steglih paziti tudi na javno-finančno stabilnost Slovenije, ne? Ker eden od glavnih ambicij je tudi razdeljevanje milijonov določenim medijem, ki se enostavno ne morejo več preživljati v današnjem kontekstu delovanja informacij in vsega ostalega. Ne? Tako da jaz dvomim, da bi jim uspelo do konca tega mandata karkoli na tem področju speljati, ker mislim, da bo prevelik revolt samih akterjev leve politične scene. Ja, za denar se bodo stepli. No, in zdaj to delitev denarja, to je bilo ravno v tem medijskem zakonu, ne? Zdaj pa tega očitno ne bo. Vsaj nekaj časa. No, zdaj ta teden sta dala intervju za podcast Moč politike, časopisa Delo, dva nekdanja predsednika, dr. Danilo Türk in Milan Kučar. In seveda najprej, torej intervju je zelo zanimiv, nimamo v tej oddaji toliko časa, da bi analizirali vse izjave, eno sem si izbrala, ampak za začetek je bilo tako, na naslovni strani Dela je potem išel naslov, da je Ukrajina izgubila vojno. Ne? Ko človek posluša tale intervju, sta gospoda potem dodala, Milan Kučan je dejal, da Ukrajina je izgubila, ampak Rusija ni zmagala. Ne? Mislim, to je res nenavaden ta kučanovski stil. Ne? In eno je prav in drugo in vsak si potem zbere, kar mu paše. Ne? To je res značilno za njegove odgovore. Kaj zdaj? Kdo je zdaj izgubil vojno in kdo je zmagal? Tle gre zdaj seveda za iskanje besed, ki bi, dajmo reči, malo zmanjšali bolečino realnosti. Ne? In realno Ukrajina te vojne nikoli ni mogla zmagati. Ne? Zakaj? Zato, ker ob vsemu, kar lahko pošiljamo denarje in orožje tam, nima kapacitet za kaj takega. In jaz mislim, da je tukaj krivda euroatlantskih voditeljev, ki so se zavedali, da z
prihajanjem NATO na ruske meje se bo zgodila reakcija. Mi pričakujemo od Rusije, da se bo obnašala demokratično po srednjeevropskem modelu. In to se nikoli ne bo zgodilo. Rusija ni naš svet. Rusija je evrazijski imperij. In popolnoma jasno je bilo, da bo Rusija reagirala na prihajanje NATO na svoje meje. Že Baltik je komajda prebolela, da tako rečem, iz svojih varnostnih pogledov, ker še enkrat, to je pogled evrazijskega imperija, ki gleda popolnoma drugače na življenje, kot ga lahko gledamo v osrednji Evropi. In če so voditelji to vedeli in morali bi vedeti, če ne so pa popolnoma nesposobni, bi morali vedeti tudi naslednje, da če želimo resno vključiti Ukrajino v evropski svet, pa je vprašanje, ali je to smiselno ali ne. Potem bi se morali postaviti, dejansko pripraviti na totalno vojno z Rusijo vsi. Ukrajina ne more dobiti te vojne. Mi ji ne pomagamo. Mi jo samo vzdržujemo v izgubljanju življenj. Če bi hoteli, potem bi morali biti prvi dan resno pripravljeni stopiti z evropskimi škornji, ameriškimi škornji tudi tam na teren. Ampak to je pa zagotovo tema, ki ni tema samo ene politične elite. To pomeni, da bi moralo evropsko ljudstvo se odločiti glede tega. In mi imamo zdaj že 20-30 let nekega osnovnega narativa, ki naddoloča vsako posamezno vprašanje, in to je, Rusija je grda in nevarna. In ja, Rusija seveda je grda in nevarna, ker je, še enkrat, drugi svet, to je evrazijska mentaliteta. In zdaj mi moramo enostavno realno ugotoviti, da imamo takega soseda. In kaj bomo zdaj naredili? Ali bomo vzpostavili neko tampon cono, na kateri bodo ljudje trpeli, ker pač živijo v coni, ki ne bo del zahodnega sveta, ali gremo uničiti Rusijo, ali kaj, ampak ni takih debat. Mi smo dejansko vzeli zdaj neko pikico površinsko in se predvsem veliko o tem moralizira, ni pa strateških razmislekov, kako bomo mi živeli naslednjih 10, 20, 30 let z vidika varnosti, zavedajoč se, da je Putin mogoče celo največji demokrat v ruskem vrhu, kar ga bomo imeli v tem stoletju. Vsi si želijo, ja, Putin bi se moral umakniti. Jaz ne verjamem, da se ljudje zavedajo, da se lahko po Putinu zgodijo tudi kakšni verski blazneži, ki jih je polno v ozadju Kremlja. Da se lahko zgodi neko vodstvo, ki bo želelo sprožiti apokalipso in da je res Putin še mogoče zadnji ruski lider z vsaj na pol evropsko mentaliteto. No, ampak zanimivost tega intervjuja je, nekaj je takih zanimivih točk. Recimo, to sta dva pravnika, eden je celo profesor, doktor Turk, Zdaj, Kučan je v nekem odgovoru dejal, da zdaj se pa ne govori več o kršenju in spodkopavanju mednarodnega prava pri tem napadu Rusije, ampak zakaj ona dva kot pravnika, vsa slovenska politika se je poenotila, da gre za kršenje mednarodnega prava, zakaj ona dva tega stavka ne povesta? No, jasno je, da gre za kršenje mednarodnega prava, pri čemer se bo zdaj mednarodno pravo spremenilo v prihodnjih desetletjih, ker je to vedno stvar razmerja moči. In zdaj prihajamo v neko obdobje, ki ne bo več tako lepo, kot smo ga živeli. To bo obdobje precej večjega nasilja med državami. Zakaj tega ne rečeta? Mislim, da ravno zato, ker želita diskurz obrniti od proukrajinskega v nek, dajmo reči, nevtralen pogled, ni to nujno proruski pogled, ampak vsaj nevtralen, ki bo omogočil, predvsem, mislim, da je to tudi zelo pomembno, določene interese oživitve gospodarskega sodelovanja z Rusijo. Torej imamo v Sloveniji tudi velik del nekih gospodarskih interesov, ki bi si želeli vrniti v stare tirnice in ponovno poslovati recimo z Rusijo. Ampak v vsakem primeru že politično gledano mislim, da tukaj enostavno gre za diskurs, ki želi slovensko javnost pripraviti na to, da sprejme rešitev,
ki bo seveda slaba za Ukrajino, ker drugačna ne more biti. No, ampak še nekaj je zelo zanimivo pri tem intervjuju. Torej, to sta dva gospoda, ki enako mislita. Ne? In kadar imamo tak intervju, ki je redek, ne? Ponavadi, če sta dve osebi, tri, oni malo debatirajo, imajo različne mnenje. Tu pa je občutek, da v bistvu pomagata drug drugemu, da sta prišla skupaj, se držita za roko in zdaj, če bo nekomu spodletelo v besedenju tega, kar mislita skupaj, ne, bo pa drugi pomagal. Ne. To je mene zelo spomnilo na intervju Kamale Harris pred volitvami in Tima Wolza, ki je bil njen podpredsedniški kandidat, ker Kamala Harris ni dala intervjuja zelo dolgo. Ne. Potem je pa prišla držeti se za roko s pomočjo. Ne. Tudi tukaj se mi malce zdelo. Ne. Zdaj pa kje je mogoče ta neka avtoriteta teh naših politikov, a ni mogel zdaj Kučan sam tega povedati, ali pa konec koncev Danilo Türk? No, jaz mislim, da bi si tudi vsak posamezno govoril v tej smeri, ne. Gre pa tukaj za navezo, ki se je vzpostavila, da rečem, po zmagi gospoda Türka na predsedniških volitvah, ne, ker javnost je tu mogoče že malo pozabila. Ne. Gospod Türk je zmagal zahvaljujoč Borutu Pahorju. Ne. Borut Pahor je odprl in zasedel politični prostor in se potem odpovedal tej kandidaturi, zato da je peljal stranko na parlamentarne volitve. In Borut Pahor je iz nule lansiral gospoda Türka v tisto tekmo, v kateri bi sicer bil verjetno dvoboj Peterle Gaspari. Po zmagi se je na eni strani Borut Pahor malo distanciral, ker je takrat spoznal, da je preložil svoje sanje postati predsednik republike, no, ampak še bolj kot to se je zgodilo, da se je gospod Türk popolnoma naslonil na gospoda Kučana in gospoda Golobiča in se je zaradi tega tudi, dajmo reči, radikaliziral in izgubil naslednji mandat. Ker gospod Türk v štartu ali pa v preteklosti pred kandidaturo je veljal celo kot potencialni kandidat SDS-a. Torej kot potencialni kandidat desnice in je dejansko v svojem delovanju bil, bom rekel, precej nad delitvijo levo-desno. Je bil torej, bom rekel, dokaj širok predstavnik nekega širokega razmišljanja. In šele po zmagi se je radikaliziral, mogoče tudi zaradi, ne vem, ekipe, ki si jo je izbral in na katero se je takrat popolnoma naslonil. Po drugi strani pa je ekipa seveda z Borutom Pahorjem takrat pol se osredotočila nekako na parlamentarne volitve. No, zdaj, če pogledamo nekaj teh ugibanj o kadrih, novih obrazih, ne, torej, zdaj na eni strani imamo Natašo Pirc Musar in Roberta Goloba, med njima je nekakšen boj, idejni ali mnenjski ali kakorkoli, seveda pri tem, kdo ima več moči, kdo bo koga predlagal, se veste, gre za varuhinjo človekov ali pa varuha človekovih pravic in pa Banko Slovenije. Potem imamo recimo Vladimirja Prebiliča, za njega je tudi v tem intervjuju Dela, je Milan Kučan dejal, da Vladimir Prebilič pa ni nov obraz, da on pa je že bil v politiki, bil je tudi župan, a ne? In na eni strani imamo pa seveda Gregorja Golobiča, za katera se pa tudi ugiba, da bi pa mogoče lahko bil nek novi obraz in da se mogoče pripravlja teren vendarle za predčasne volitve. Kaj zdaj vi mislite o vseh teh osporov med Natašo Pirc Musar Golobičem, kje je tu vloga Kučana in seveda pri teh novih obrazih, Prebiliča je konkretno omenil Kučan, da ni nov obraz, ne? Ker seveda je Kučan rekel, da seveda novi obrazi ne bodo več prijeli in tudi ta antijanšizem ne. Kaj se zdaj dogaja v ozadju? Najprej mislim, da je najlažje rešiti dilemo glede gospoda Golobiča. Jaz mislim, da nima nekih možnosti za vrnitev v prostor. Najprej eno je zato, ker ga že javnost zavrača zaradi spomina na njegovo delovanje v preteklosti, ki je mogoče tudi po krivici bilo, bom rekel, poudarjeno, kar se tiče tiste laži glede zamolčanega premoženja, no, da tako rečem. Je pa gospod Golobič nekdo, ki je torej eno je zaradi ljudi, drugo je pa zaradi drugih političnih akterjev, ki so pa imeli z njim opravka 30 let in gre za osebo,
ki zna biti tudi precej neprijazen do tistih, ki dobijo črno piko v njegovi beležki. Ne? Tako da jaz po informacijah ali pa po odzivih, ki jih imam tudi od ljudi, s katerimi bi on govoril, tu ni neke velike možnosti za uspeh. Je pa zanimivo, da je ravno gospod Golobič bil tisti, za katerega se je sploh vzpostavil mit novih obrazov. Ne? Ker torej po zmagi Janeza Janše na volitvah 2004 je seveda začelo prihajati do razpada podrnovškovega LDS-a. In takrat je začel tako imenovani Tošev laboratorij iz FDV-ja prvič izvajati ankete, ali bi volili novo stranko. Ali bi volili novo stranko, ki jo vodi ta, oni drugi. Skratka, odprl se je mit nekako nove stranke, ki pa je bil namenjen ravno gospodu Golobiču in njegovemu projektu, ki je na koncu se poimenoval Zares. Ta načrt pa je padel enostavno zaradi tega, ker je socialnim demokratom uspelo prehiteti z Borutom Pahorjem, z njegovo odločitvijo, da gre na parlamentarne in ne na predsedniške volitve, z prihodom tistih 4 lastovk iz LDS-a na čelu z gospodom Ropom, je SD-ju uspelo v anketah takrat 2 leti pred volitvami torej preseči 20% in se s tem zabetonirati kot alternativa koaliciji Janeza Janše. In zato, dajmo reči, prvemu kandidatu za nov obraz, kar je bilo sicer malo bizarno, glede na to, da je od samega začetka države v ozadju političnega prostora deloval, ne, ampak takrat je spodletelo in mislim, da neke možnosti za vrnitev tukaj ni. Kaj pa Prebilič? Gospod Prebilič je pa zagotovo izjemen kandidat za, dajmo reči, nov obraz v smislu nov v parlamentarni politiki, ampak seveda z izkušnjami in neko zelo utrjeno blagovno znamko. Najprej si je blagovno znamko utrdil kot profesor, strokovnjak za torej, varnost in mednarodna vprašanja, potem kot zelo uspešen župan Kočevja in sedaj na podlagi tega je seveda postal tudi evroposlanec. Zdaj, gospod Prebilič je zagotovo kandidat, ki bi ga lahko en blok razvil tudi v zmagovalca parlamentarnih volitev. Mislim, da se to ne dogaja zaradi več razlogov. Prvi je, da ne obstaja več blok, da imamo torej v ozadju celotne leve scene razbite vrtičke in mikrointerese in da se to ne zna skupaj sestaviti. Drugi razlog je pa tudi značaj gospoda Prebiliča, ki je zelo, tako bom rekel, zadržan. Nekateri pravijo, da je Cincar, jaz bom rekel tako, da je previdno zadržan tudi v vzpostavljanju, dajmo reči, nekih političnih zavezništev. Jaz vem, podobno kot se Marjan Šarec ni želel prodati Murglam, da rečem metaforično, in je zato dobil samo 14% na tistih volitvah, jaz tudi pri gospodu Prebiliču vidim to zadržanost do predvsem bom rekel, čakanje na pravi moment. In je ta previdnost tista, ki je tukaj bistvena. Če bi se on sedaj dal na delo in povezal cel kup nekih posameznih iniciativ, ki se dogajajo v političnem prostoru, bi lahko, sem prepričan, dosegel vsaj drugo mesto, to je mesto, ki že omogoča vladanje pač brez SDS-a, ali pa mogoče se celo podal tudi v tekmo za zmago. Ampak tega ne počne in zaradi tega mislim, da nima prav velikih možnosti na naslednjih parlamentarnih volitvah, oziroma da je celo malo možnosti, da bo se podal na koncu v bitko. Jaz mislim, da se bo on podal na parlamentarne volitve samo v primeru popolnega razkroja Gibanja Svobode in celotnega levega prostora. Torej, če rečem po domače, če bo imel avtocesto do uspeha brez gužve, potem bi se mogoče podal v to. Še enkrat, torej je izjemen potencial, ki pa mislim, da čaka na nek moment in je vprašanje, ali bo ta moment že prihodnje leto. No, preden komentirava Natašo Pirc Musar in Goloba, seveda ona oba sta kandidirala za anti-janšizmom, samo da ni Janša. No in... Tudi gospod Prebilič na evropskih volitvah, recimo. Ja. Ampak glejte, zdaj, kaj je povedal gospod Aljuš Pertinač in pa gospod Vodeb, kaj sta povedala v
oddaji Info 360 pri Bojanu Požarju o tem antijanšizmu. Naš problem v Sloveniji je to, da vse, kar ni Janša, je zvedeno na to, da ni Janša. Ne? In zato pol pride do, recimo, ne vem, Glas upokojencev, Pavel Rupar, Zoran Stevanović, Resnica in tako naprej. Ker nič drugega ni. Ker imamo Janšo, potem imamo pa kaj pa je vaš politični kredo, zakaj pa ste vi šli v politiko, kaj pa so vaše vrednote? Ja, da ni Janša. Ne? In nam je vse dovoljeno, sam da ni Janša. Pri Janši je pa vse prepovedano in zavržno, ker je to Janša. Tu smo mi zdaj v taki situaciji. To je različna situacija od recimo po svetu, kjer imaš tudi zdaj nek vzpon tega populizma, nekih novih političnih gibanj. Ta tradicionalna politika je čist zavozla, ne, je čist odsotna, nima več stika z realnostjo, z volilnim telesom in tako naprej. Posebej leva, ne, ker je čist agendo zamenjala. Namesto da bi se borila za pravice pač tistih, ki živijo od svojega dela, se zdaj bori za neke manjšine, ali etične, ali rasne, ali ne vem, spolne, ali ne vem, kire. Ne. Pri nas imamo pa še dodatno to, da je sam važno, da ni Janša. Veš, kaj je janšizem? To je alergija na levi. To so oboleli. Vid Janša in to bo alergija imenovano janšizem. No, seveda, ne, zdaj, ko govorimo o Nataši Pirc Musar in doktorju Golobu, oba dva sta prišla s tem antijanšizmom, oziroma s to boleznijo, kot je rekel Vodeb, v Ameriki so o tem govorili Trump derangement, to se pravi motnja proti Trumpovska motnja, da jo ljudje imajo, pa vendarle niso uspeli. Zdaj, zdelo se je, kot da ima Milan Kučan dve železi v ognju. Ne? En je bil doktor Golob in eno železo je Nataša Pirc Musar. In zdaj seveda, ko Nataši Pirc Musar ni uspelo pri imenovanju, oziroma je prihajalo do tega spora za varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, je pa Milan Kučan zdaj tole izjavil v tem intervjuju. To pa je izjava, ki sem jo izbrala. Pa poglejmo. Ampak rekel bi takole, vsak predsednik države ima svojega predsednika vlade. Ne? Ja. In najprej bi rekel tole, ne, da so v slovenski ustavi pristojnosti predsednika države relativno omejene, majhne, ampak tam, kjer so, je on suveren. Tam je iz opravljanja teh njegovih funkcij in njegove odgovornosti izključena vlada in izključen tudi parlament v postopkih, ki so pač določeni. Konkretno pri tem vprašanju, ki je bil zdaj, kot razumem, razlog za to zaostritev, to je imenovanje guvernerja Narodne banke. Ne. Preden je predsednica republike, ki je po ustavi dolžna predlagati guvernerja, objavila javni razpis, je predsednik vlade že povedal, da je kandidat vlade pač kandidatka. Kar praktično pomeni, da je nekako prešel polje tistega, bi rekel, odgovornosti, ki je pridržano predsednici republike. Potem so se stvari pač odvijale, kot so se odvijale in kot so pač prišle na svetlo zdaj. Hočem povedati, neka napetost je vgrajena v samo ustavo, ampak zakaj je vgrajena? Zaradi medsebojne kontrole, zaradi ravnovesja odgovornosti in pristojnosti, da se čim bolj nemoteče gledano z vidika države in njenega funkcioniranja te stvari tudi upravljajo. Seveda, veliko je odvisno tudi od karakterja ljudi, od njihovih ambicij in tudi od razumevanja te vloge, ki je opredeljena v ustavi, manj seveda tudi v zakonodaji. Če seveda mene vprašate, del teh sporov bi se dal eliminirati, če ne bi te pristojnosti predsednika republike bile potem na koncu prepuščene ne v vseh, ampak v večini političnemu odločanju v parlamentu. Odločanje v parlamentu je zmeraj politično, tam so interesi strank in ta bi rekel, suverena funkcija predsednika države, tudi njegova zavezanost, da bo predlagal ljudi po najboljših strokovnih kvalifikacijah za upravljanje določene funkcije, zapade v politično trgovino, če hočete, mogoče to ni pravi izraz, ampak v politično sporazumevanje med parlamentarnimi strankami. No,
seveda, zakaj sem izbrala to izjavo? Za moje pojme tu seveda nadgradil jo je spet Danilo Türk, ki je celo predlagal spremembo ustave, da bi dejansko imel predsednik večje kompetence brez parlamenta. Ampak to kaže praktično na to, pa me popravite, če se motim, da dejansko ima Kučan še vedno ta socialistični refleks, torej da stranke so nekaj slabega, gre za neko trgovanje, kupčkanje, ampak mi živimo zdaj že 34 let v parlamentarni demokraciji in zdi se, da te vodilni politiki, te, ki krojijo javno mnenje in seveda potem vse ljudstvo, mi nismo ponotranili tega, da je treba iskati konsens, da se je treba pogovarjati, a ne? In zdaj je rezultat tega je to cepetanje teh dveh funkcionarjev, ona ne bo predlagala, ta ne bo sprejel in tako naprej. Ali mi dejansko živimo to parlamentarno demokracijo in ali jo razumemo? Ne razumemo in tudi ne živimo in se mi zdi res nesprejemljivo, da bivši predsednik govori o tem, da je parlament politični in to je nekaj negativnega, ker kaj, predsednica je pa kaj? Ja. Predsednica je seveda politično razmišlja, saj naše delovanje je politično in politika je orodje, s katerim urejamo našo medsebojnost. Ne? Če že je težava seveda amaterstvo, enega in drugega zdaj. Torej imamo predsednico republike in predsednika vlade in še tretjo predsednico državnega zbora, imamo torej 3 amaterje na bistvenih položajih. Zdaj pa, če pogledamo, kar se tiče same parlamentarne demokracije. To je bil model, ki se je skozi stoletja razvil zato, da je v središču suverenost ljudstva, ki bo zaščitena pred nekim tiranom, da rečemo tako. In to je razlog, da imamo sisteme ravnovesij, zavor, da imamo delitev oblasti in vsa načela, ki torej onemogočajo koncentracijo nekega odločanja. Ampak to, kar se pa je zgodilo skozi čas, je pa, da se spreminja politična praksa in družbeni kontekst nekega delovanja. Ko se je vzpostavilo načelo delitve oblasti, je bil parlament izvoljen z strani ljudi, ki so imeli torej dela ljudi, seveda ne vseh kot danes, ne. Vlado je pa postavljal takrat kralj, monarh. Skratka je bilo tu nek sistem, recimo, ravnovesja. Kaj imamo danes? Danes imamo situacijo, ko ni več delitve na zakonodajno in izvršilno oblast v starem pomenu delitve oblasti in sistema zavor in ravnovesij, zaradi tega, ker je to eno in isto. Ker imamo večino v parlamentu, ki izvoli vlado in svoje, bom rekel, najmočnejše ljudi da v vladne položaje in potem vlada diktira parlamentu, kako in kaj naprej. Skratka, imamo že prakso, ki je popačila tisto izhodiščno, dajmo reči, konceptualizacijo moderne demokracije. In v tem konkretnem primeru je najbolj nesprejemljivo to, da gospod Golob sploh nima kaj početi v tej debati. Njega se sploh ne tiče imenovanje guvernerja. Po našem ustavnem redu je to vprašanje odnosa med predsednico republike in državnim zborom. In nihče ne vidi tukaj, torej ni predvidel nobene vloge predsednika vlade v tej zadevi. Tako da je že tukaj nekaj, kar ne štima. Druga stvar je, da so zdaj vsa posamezna vprašanja nekako žrtev te amaterskega petelinjenja med obema tema akterjema, pri čemer pa pri večini teh vprašanj zadnje čase dam prav prej predsednici republike. In njeni ostri reakciji na nesramen napad predsednika vlade na njo in glede vprašanja torej predlaganja kadrov. Torej, zakaj imamo tak sistem? Tukaj ima tudi nekdanji predsednik Kučan prav. Tak sistem smo vzpostavili zato, da ne bo prevelika koncentracija moči v enem elementu, to je recimo koalicijska večina. In zdaj dejstvo, da si je koalicija izbrala pač svojo kandidatko, ne pomeni, da mora zdaj nujno temu slediti predsednica republike. Naloga predsednice republike je, da seveda ugotovi razmerje moči v parlamentu, ampak da tudi zagotovi strokovnost, neodvisnost
osebe, ki bo vodila posamezne institucije, v katerih ima možnost, da jih predlaga, ravno zaradi tega, ker če ne te vloge ne bi bilo. Če ne, zakaj bi ona predlagala? Parlament bi pač po svoje si izvolil kogarkoli želi, ampak tukaj je ravno ta varovalka, da tudi neka večina v državnem zboru ne more početi karkoli se ji izmisli. In so določene funkcije in tiste funkcije, ki jih je moderna demokracija, dajmo reči, želela izločiti iz vsakokratne dnevno-politične večine, so na eni strani ravno centralne banke, zato ker je po drugi svetovni vojni bilo vprašanje, dajmo reči, strah pred populizmom. Da rečem, centri finančne moči so se torej bali nekih populističnih odločitev posamezne večine in so zato to umaknili iz odločanja. In druga stvar, so se izločile, da reč, spoštovanje človekovih pravic, ustavne določene vsebine in tudi varuh človekovih pravic je zato neka funkcija, ki potrebuje človeka, ki se ne bo zmenil za dnevno politiko, ampak bo zasledoval določeno vsebino. Ampak parlament to potrdi. Ne? Parlament na koncu to potrdi. Zdaj pa jaz se pa strinjam še s tem, da je treba odpreti vprašanje naše ustave po teh 34 letih in sicer bi si želel, da bi levi politični prostor predstavil svojo vizijo druge republike. Ta izraz, bom rekel, se mu vsi izogibajo, zato ker ga je prvi v politični prostor prinesel Janez Janša in SDS, ki je enako ugotovila, da je čas in v številnih državah Evrope se je druga, tretja, četrta republika imenovala ravno zato, ker je čas za neko prevetritev ustavnega reda, kar se tiče politične ureditve, zato, ker je tisti nek kompromis, ki se je zgodil v zelo zapletenih časih, mogoče prišel do neke meje učinkovitosti. Ampak to terja zdaj seveda eno zelo široko razpravo o naši ustavno-politični ureditvi. No, zdaj, če končamo to poglavje o predsednici republike, ona seveda ima tudi svoj podcast, objavlja ta svoj podcast in sicer zdaj nazadnje, jaz razumem, da dela intervjuje z ženskami, uspešnimi ženskami, ne nazadnje je zelo verjetno feministka in ona ve in tudi one vedo, ne. Ampak zdaj je pa objavila intervju s športnikom Tadejem Pogačarjem, ne, v podcastu Moč besede. Včasih, ko sem v družbi kolesarskih zanesenjakov, se vsi pogovarjajo, koliko kilometrov, ne vem, na mesec, na leto naredijo. Vem, da obstaja tudi ogromno enih aplikacij, kjer pač to merijo, ampak dejva jim tem zanesenjakom postaviti eno letvico, en benchmark, ne. Koliko kilometrov na leto naredi svetovni prvak na kolesu? Če gledamo na teden, se takrat, ko se trenira, se gleda bolj na ure, ne na kilometre. Tam jaz treniram okrog 25 ur na teden. Torej, kako vi komentirate vse to, kar se dogaja? A je to zdaj, da se pač gremo skupaj z znanimi športniki, to politiki radi počnejo? Zakaj to počne? Najprej, to je moderno, počnejo pa zaradi svoje koristi. Ne? Zaradi tega, ker so, če pogledamo samo v Sloveniji, so športniki še zadnje osebe, kjer se lahko zelo poenotimo v podpori. In se potem pričakuje, seveda, da se bo, bom rekel, zaupanje, navdušenje, ljubezen do športnikov preselila tudi na tistega, ki sedi zraven in se športnikom recimo pogovarja. Ne? Je pa to dejansko moderni trend celotne zahodne politike. In nekateri politologi govorijo že o estradizaciji politike. Ne? Imamo torej že personalizacijo, kjer so dejansko politične osebnosti pomembnejše od ideologije neke stranke, zaradi tega, ker je to prišlo zelo v ozadje, pa tudi, ker se zelo prepleta zdaj levo-desno v Evropi, že sploh ni več delitev, ki bi lahko jasno pomagala pri orientaciji v političnem prostoru, ne? In nadgradnja personalizacije je estradizacija. Ne? To pomeni, da politični voditelji za krepitev podpore ne uporabljajo politike, idej, konceptualnih razlik, ne? Ampak uporabljajo enake metode, kot jih uporablja estrada.
za svojo promocijo. Na In to je začetku to, to je dejansko bilo samo, da ni estradizacija. Janša, zdaj pa samo, da je Tadej Pogačar. No, mislim, to je res. Ta estradizacija politike je dejansko v slovenskem prostoru dobila nove razsežnosti s predsednico. Tukaj, če pogledamo, seveda je že v prejšnjem mandatu gospod Pahor začel recimo z delovanjem na Instagramu, kjer pa je bila neka, bom rekel, vsaj bila je neka, najprej je izjemen talent za kaj takega, precej bolj od drugih politikov, ne? Ampak tam je bila vsaj ta logika, da je razložil, da želi določenemu delu javnosti omogočiti vsaj en stik z politiko. Ne? Oziroma vsaj nek vidik, da obstaja politika, ki je lahko simpatična, všečna, kakorkoli, da ljudje sploh ohranjajo nek pozitiven koncept odnosa do politike, ker sicer v Sloveniji 90% ljudi, ki voli, ne spremlja sploh politike. No, ampak gledajte, so pa teme, ne, ki se dotikajo ljudi in gospod Stevanovič je v uri resnice pri požarju takole govoril o neki zelo pereči temi v Kranju, denimo. Zdaj, ta famozna albanska skupnost, ne? Ja. Veliko se piše, jaz tudi osebno dobim veliko teh anonim, samo pač to nekako niso moje teme, da bi se s tem ukvarjal. V čem je finta te zdaj? Kaj se pa res dogaja v Kranju za to albansko skupnostjo? Ja, dejstvo je, tudi prej smo bili priča takim migracijam, ne, s tem, da so se ti ljudje prej, sploh iz časa prejšnje... Mislim, je to problem za Kranj? Absolutno je problem. Je problem. Zaradi tega, ker je to v takem porastu, da ga lokalno okolje več ne more absorbirati in prihaja do getoizacije. In slej ko prej se bojo začeli medsebojni spopadi zaradi tega, ker so alergični postali eni in drugi. Medsebojni spopadi med kom? Med, bi rekel, to novodobno diasporo pa lokalnim prebivalstvom. To so resne stvari. Vi pričakujete spopade fizične med Albanci in kaj Slovenci v Kranju? Kako? Ja, govorim ne nujno o fizičnih spopadih, lahko so tudi verbalni spopadi, ampak govorim o tem, da je migracija toliko visoka v zadnjih 5 letih ali pa 6, da je lokalno okolje ne more več absorbirati. In trpijo eni. Zdaj, Kranj je tretje največje mesto v državi. Ja. In o kakšnih številkah recimo govorimo? Veva, da se je govorilo že cirka 2-3 leta nazaj, da se je govorilo o 5000 ljudeh. Ni ljudeh. natančna številka? Ne, to... Mi imamo že to težavo, pa jaz ne vidim, zakaj ta težava, da mi ne naredimo enega popisa prebivalstva v Sloveniji. Jaz sem prvi zagovornik tega, da se naredi realen popis prebivalstva, pa da vidimo, koliko je koga in kaj je pravzaprav vse treba narediti na rodnosti Slovencev in na vzpostavljanju obrambe pred nekimi tujimi migracijami. Ker dejstvo je, da je treba ohraniti neko identiteto in kulturno, in versko, in pa nacionalno v tej državi. To je dejstvo. No, lejte, ne. Tukaj je politika izgubila stik z realnostjo. Mi imamo realne probleme v Kranju, pa v Novem mestu z Romi, ampak te politiki sprejemajo neke ukrepe, ne vedo, kaj dela. Gospodarstvo, omrežnine, zdravnikov ne maramo, zdaj tule snemamo podcaste s Tadejem Pogačarjem, a ne? Tukaj je zdaj ta nemoč in pa tudi nesposobnost, neka, ne vem kaj ne rečem, idiotizem te politike, ker je zdaj tega pa res dovolj. Zakaj se to dogaja? Zakaj ni popisa prebivalstva? Zakaj se Nataša Pirc-Musar ali pa tudi dr. Robert Golob ne vprašajo in rečejo, naredimo popis prebivalstva? No, jaz mislim celo, da imamo dovolj podatkov, da bi že iz raznih baz podatkov lahko pridobili bom rekel, zelo jasno sliko situacije v Sloveniji. Ne? To pomeni, da gre bolj za eno projektno nalogo, ki ne bi niti stala toliko kot nek staromoden mogoče popis prebivalstva, ker imamo danes res dovolj podatkov. Ta problem se seveda ne dogaja samo v Kranju, ta problem se dogaja po velikem delu Slovenije in je res veliki izziv za prihodnja leta. Ne? Stvar je namreč naslednja. Mi nimamo pri nas ogromno Afričanov, Arabcev, kot recimo v zahodnji Evropi, kjer prihaja potem do tistih konfliktov. Se pa opažam zadnja leta precej ljudi zelo negativno obregne obrast števila Albancev pri nas. Ne? Skratka, postaja to tista skupnost, proti kateri se zdaj kanalizira neko nezadovoljstvo in neko sovraštvo. Eden od razlogov je verjetno res ta, kot je omenil gospod Stevanovič, ko je rekel sicer getoizacija, je predvsem ta, da gre za skupnost, ki se drži precej zase. To je skupnost, ki, bom rekel, se že tradicionalno malo
mogoče meša z ostalimi. Ne? Ampak tudi tukaj imamo zelo veliko razliko. Mi prihajam z obale in od malega poznam številne albanske družine, ki so pri nas delale in smo se vedno poznali in tudi ni nobenih težav, kar se tega tiče. Torej tisti, ki so že desetletja živijo v sožitju v naši skupnosti zelo kvalitetno. Zadnje leta, ko pa prihaja res večje število, prihaja zdaj tudi do večjega števila otrok v določenih šolah in v določenih šolah že celo prevladujejo in so potem dejansko, bom rekel, Slovenci marginalizirani. No, ampak glavni problem pa je zadnja leta, da prihaja tudi do neke agresivnosti. Mi smo opazili lahko precej primerov od pretepanja v šoli do tistega slavljenja dneva njihove zastave v BTC-ju, tudi z nekimi pištolami in podobno. Skratka, da se vzpostavlja tukaj zdaj neka čudna dialektika. Najprej je nezadovoljstvo in sovraštvo, ki išče tarčo, v katero se bo kanaliziralo, in na drugi strani je skupnost, ki daje razloge za to, da se to sovraštvo na njo kanalizira. Glavni problem, zakaj pa, bom rekel, ne pride do neke rešitve, pa je v tem, kar je tudi se dotaknil gospod Stevanovič, in to je vprašanje najprej nacionalne identitete slovenske. In mislim, da je tukaj temeljni razlog, da se ne ukvarjamo torej z temeljem, na podlagi katere bi lahko sploh reševali te posamezne probleme. In mislim, da je tukaj glavni razlog v prevladi slovenske levice, ki pa je sovražno nastrojena do nacionalne identitete, zato ker je ta slovenska levica globalistična. To pomeni, da pripada ideologiji, ki si ne želi kakršnih koli korenin, ki bi jo omejevali, naj bo to tradicija, vera, nacija, skratka nič od tega, kar bi postavljalo neke stabilne vzorce identitete, ampak želi popolno praznino, kozmopolitstvo, popoln individualizem, singularnost in tako naprej. Skratka, to trenje med globalističnimi pogledi določene politike in vračanjem mogoče ponekod celo v pretirane fundamentalizme neke tradicije, bodo po mojem temeljni politični razkorak naslednjega desetletja. In bistveno bi bilo tukaj vzpostaviti neko ravnotežje ravno s tem, da se posveti celoten politični prostor najprej vprašanju nacionalne identitete. Kaj pomeni slovenski način življenja? In ko bo enkrat ta del nekako jasen, pol bo lažje tudi sobivati z vsemi ostalimi skupnostmi in ne bo več, bo rekel, tega nezadovoljstva, sovraštva, ki pa precej raste zadnja leta v slovenskem prostoru. No, in iskanje tega soglasja za zgodovinski trenutek se je lotila tudi Katedrala svobode, ki je ta teden predstavila zdaj novo publikacijo. Torej, to je tako, 38 let po 57. številki nove revije, v kateri so 16 avtorjev je predstavilo ta nacionalni program. 2 od teh sta bila tudi udeležena na tem omizju, dr. Peter Jambrek pa dr. Dimitrij Rupel. Torej, po teh 38 letih mi še vedno ne vemo, še vedno iščemo soglasje za zgodovinski trenutek. Prisluhnimo, kaj je ob tem povedal dr. Dimitrij Rupel. Vprašamo se lahko, ali si želimo, da bi bilo vse tako, kot je bilo, ali si želimo, da bi bilo vse drugače. Ali si želimo vrnitev Slovenije v smislu Make Slovenia Great Again, ali si nemara želimo novo drugačno Slovenijo. To je vprašanje te naše publikacije, današnjega zbora. Torej, ali bomo našli to soglasje? Kaj se v bistvu dogaja? Zakaj po 38 letih mi še vedno ne vemo, kam gremo? No, tukaj je bivši predsednik Pahor pred leti izpostavil, da nam je zmanjkal ta tretji veliki konsens. Mi smo se v zelo kratkem zgodovinskem času kot nacija dogovorili o 2 izjemnih korakih in našli soglasje najprej za
vzpostavitev lastne države. To je bil izjemen korak in izkoristila se je zgodovinska priložnost tega popolnega preloma, ki se je zgodil na svetovni ravni. Potem smo naredili drugi veliki korak in to je bil vstop v evroatlantske integracije. Atlantski del je bil malo manipulacije, kar se NATO tiče, ampak vstop v Evropsko unijo je pa v samem štartu užival, dajmo reči, tako široko soglasje, da smo se tudi glede tega uspeli dogovoriti in to tudi doseči. In to je bil, dajmo reči, nek velik GPS v glavi slovenske politike skozi celotna 90. leta, ker karkoli se je odprlo kot vprašanje, je bilo rešeno na naslednji način. Ali nas ta korak približuje Evropski uniji ali oddaljuje. In takrat je bilo torej zelo jasna ta usmeritev in smo imeli precej tehnično politiko. Pol nas je pa enostavno zmanjkalo. Ko je prišel čas, da bi po teh dveh konsenzih rekli, kaj pa zdaj? Kakšen je model našega družbenega razvoja? Ne samo model gospodarskega razvoja, o čemer se večkrat recimo govori, ampak dejansko model našega družbenega razvoja. Kakšno Slovenijo hočemo? To, kar je izpostavil gospod Rupel tukaj. Enostavno je mogoče zmanjkalo energije ali pa je prišel tudi drugi zgodovinski čas. Prišel je čas, ko se je v celotnem zahodnem svetu začela polarizacija, ko se, bom rekel, vračamo v neko vzdušje ne samo vojne med državami, ampak tudi državljanskih vojn zaradi kulturnih, ideoloških razlik. Skratka, vstopili smo v nek čas, ki je že nenaklonjen, hkrati pa je zmanjkalo kondicije tudi samemu slovenskemu prostoru, še posebej slovenskemu intelektualnemu prostoru, ki je bil mogoče prvi polariziran, še preden se je drugi prostor temu potem sledil. Jaz mislim, da so taki dogodki izjemno pomembni. Jaz sem že pred leti smo se pogovarjali ravno recimo z gospodom Lukšičem o nujnosti nove 57. številke, torej nujnosti nekih novih prispevkov, ki bi govorili ravno o tem, kar sem prej omenil, in to je druga republika. Torej, po vseh teh letih je čas, da premislimo res našo celovito ustavno ureditev in skozi ta premislek seveda pomislimo tudi, kakšen pa je model družbenega razvoja, ki ga želimo. To, kar sem rekel, kaj je slovenski način življenja? To mislim, da je bistveno vprašanje, kateremu mora biti potem podrejeno vse ostalo. Če ugotovimo, da je slovenski način življenja umirjeno življenje v stiku z svojim naravnim okoljem, kjer mi radi živimo bolj razpršeno, mi se ne bomo dali v 3-4 bloke kot kakšni Kitajci ali kaj podobnega, potem mora biti temu podrejeno vse ostalo. Potem moramo ugotoviti, mala šola podružnična nekje v nekem malem kraju stane 2-krat več, kot če se otroci vozijo nekam drugam. Ampak to je cena slovenskega načina življenja. Dajmo pogledati, kje bomo drugje prihranili, uredili, uskladili, da bomo recimo omogočili takšen način življenja. Skratka, ena taka široka razprava je zagotovo dobrodošla in jaz bi si želel odziv na drugi strani, torej odziv na levi strani intelektualnega prostora, da se tudi loti nekega razmisleka o tem. Bistveno pri tem pa mora biti spoznanje, da ne glede na vse razlike moramo živeti skupaj in da moramo najti način tega sobivanja. Ta slovenski način življenja, tako pravijo ljudje, ki niso zadovoljni z ljubljanskim županom, pravijo, da v Ljubljani kot prestolnici ni preveč prisoten. Ta teden so spet protestirali pred mestno hišo. In seveda, kaj se zdaj dogaja s tem kanalom C0? Zdaj upravna enota Ljubljana je prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja, zdaj se pa vse spet preselilo na ministrstvo in seveda zdaj zahtevajo ljudje, te, ki protestirajo, izločitev ministra Jožeta Novaka, državnega sekretarja Mirana Gajška in celotnega ministrstva iz vsega tega postopka. To se pravi, glejte, to je praktično nekaj nerazumljivega. Gre za čisto vodo in vleče se kanalizacija iz Medvod do Zaloga prek tega zajema pitne vode. Pa kdo pri belem dnevu bi to počel? Pa kaj je to? Ja, ampak glejte, protestnikov pa ni tako veliko. Intelektualci se ne javijo.
smo prestrašeni, si ne upamo, ne znamo odgovoriti na vprašanje, ali hočemo Slovenija prva, ne, tako kot je rekel Rupel, ali kaj je zdaj to? No, jaz mislim, protesti so kar mogoče največji do zdaj sploh, kar se tiče recimo Ljubljane in ljubljanske oblasti. Ne. Tam gre za tam bo treba res pogledati najprej zgodovino. Ne, kako je sploh prišlo do tiste odločitve, ki to je spet zelo, zelo stara strokovna odločitev. Kot sem jaz slišal, je bilo več alternativ takrat zamišljenih. Ena je bila tudi čistilna naprava izven, torej Ljubljane, ki bi pokrila Medvode in ta drugi del. Potem se je pa naenkrat ugotovilo, da če se pa vse skupaj poveže, se lahko pridobi 100 milijonov evropskih sredstev. Skratka, je namesto vsebinske odločitve, ki bi bila dolgoročno najbolj varna, da rečem tako, se je odločitev prilagodila temu, da dobimo denar od nekod, čeprav je projekt izjemno tvegan. V nadaljevanju se je zgodilo pa cel kup nekih neumnosti v samem postopku. Torej, cel kup nekih napak, malček se je posililo, pospešilo postopek v nekem momentu, potem je prišlo, kot sem razumel, do sprememb, ki celo poboljšajo kvaliteto same izvedbe, ampak so take spremembe, da so ponovno odprle postopek. Skratka, bistvena zadeva pri vsem skupaj je, da je od strateške odločitve prek celotnega izvajanja gre za zelo slabo voden projekt in zato je seveda zadolžen župan Zoran Janković. In glede na to, da je večino drugih zadev znal zelo dobro peljati, mu je tukaj res hudo spodletelo, pri čemer pa so lahko posledice tukaj zelo hude. No, v vsakem primeru, ali se bo zaključil na silo ta projekt, ali pa bo pokopan nekako. Ampak tudi na obali, sama velikokrat dopustujem na slovenski obali, smo imeli primer, recimo, ko novograditelji izpeljajo kanalizacijo, ponovadi kakšni Rusi, tako pravijo, kar v odtok za meteorno vodo, kar je pomenilo, da je na plaži in na obali praktično voda polna fekalij. In tudi v Ljubljani se Ljubljančani, jaz pa živim v Ljubljani vse življenje, mene skrbi, da bi dobila klorirano vodo, polno fekalij. Zakaj, če imamo čisto vodo? Ta projekt je absolutno zgrešen. Ja, in pravim, razlog za to zgrešenost je v tem, da je mogoče inženirsko-gradbeni lobby videl priliko za eno megalomansko investicijo, ki bo plačana iz sredstev, ki niso, bom rekel, ozko proračunsko vezana. Skratka, zaradi napačnih motivov je bila sprejeta slabša odločitev. Ja, in zdaj nihče ne reče tega, kar ste povedali. Zdaj je pa problem, ker so prišli do točno to. Ja, zdaj je pa največji problem, kako se bo ta situacija sanirala. Ja. Kaj zdaj narediti? Kdo bo rekel ne? Kdo bo rekel ne? Kaj pomeni to za sredstva? Kaj pomeni za te občine? In tudi, kdo bo potem odstranil, kar je že bilo narejeno. Ja. Tudi na zemljiščih, ki niso v lasti občine. No, seveda, zdaj ta teden smo dobili, župan se je zelo pohvalil in res je, dobili smo nov olimpijski bazen, to je bilo na odprtju, prijatelji so skupaj bili na tem odprtju, Kučan, Han, Janković, ampak glejte, ljudje, zdaj seveda, vsake oči imajo svojega malarja, pravijo, za ta bazen seveda pravijo, da je prevelik, da ne sodi v to okolje, da je praktično smo dobili železarno Ravne. Mislim, odkot ta ideja tega glomaznega poslopja. Namreč, če se prav spomnim, je Jože Plečnik želel narediti Ljubljano kot neko male Atene. Zdaj Janković dela pa Šparto, ali kaj s temi športnimi objekti? No, jaz mislim, da Ljubljana potrebuje tako velik bazen, ampak bi seveda moral biti nekje na obrobju, tako kot so recimo Stožice. Skratka, gre z vidika slovenskega športa za zelo pomemben objekt in zato je tudi stroka, plavalna, vaterpolska lahko tukaj zelo vesela. Druga stvar je vprašanje cene, to je ločena zadeva, Mislim pa in se strinjam, da pa sama lokacija je neprimerna, ravno zaradi tega, ker je bila lepota Ljubljane to, da je šlo za eno res najlepših mest v tem delu Evrope,
ki bi moralo ohraniti določene praznine. Zaradi tega, ker praznine so tiste, ki naredijo potem lepoto neke arhitekture. Ne? In tukaj gre za res izjemen poseg na lokaciji, ki bi, po mojem, morala ostati predvsem kulturno zaščitena. No? No, ampak spet prijatelji na kupu, SD, Kučan, Janković, njim vse uspe. Ne? In konec koncu projekt se je podražil z 18 aneksi iz 36 milijonov na 62,5, praktično še enkrat več je to. In potem reče Janković, da to ni podražitev. To je podobno kot Ukrajina je izgubila, ampak Rusija ni zmagala. Ne? V bistvu plačali smo več, ampak to ni podražitev. Ne? Spet ta Kučanov rek. To je noro. No, poglejmo najprej, kaj je rekel. Očitno je bilo slabo planirano, ker so morali med izvajanjem projekta dodajati naloge. In so dejansko razširili cel kup vsebin, ki v izhodišču niso bila planirana. In to je zdaj pa problem politični, ker tukaj pa jaz razumem zdaj opozicijo, ki temu No, prisluhnimo zdaj, kaj je rekel gospod Feratović, Pirati. Torej, ta projekt se je ves čas vodil zelo netransparentno in ni se ljudem, ne mestnim svetnikom, pojasnilo na nek način, kam gre ves ta denar. Torej, mi smo tukaj predvsem, da opozorimo na način, kako se z našim denarjem upravlja in da se tako stvar ne more kar tako pomesti pod preprogo. Mi imamo neke razpise, na katere se dejansko prijavljajo najnižji ponudniki in vedno potem s temi nekimi aneksi dobimo neke enormne podražitve in danes v bistvu želimo opozoriti na to, da se tovrstne dejavnosti, tovrstne, bom temu rekel, korupcija mora ustaviti. Ja, ne, in Janković se je odzval na to, to je pa bil res nek velik protest, samo 3 so bili. Pa tudi, če je bil en sam, lejte, to je bistvo te demokracije. Problem je bil v tem, da očitno projekt ni bil dobro zamišljen, da se je razvijal med samim izvajanjem, kar recimo v zasebnem sektorju ni noben problem, ker res lahko ugotoviš, da se bo nekaj še popravilo, pa dajmo še sončno elektrarno, pa tako dalje. Pri javnem projektu take razsežnosti pa je problem ravno v tem, da če je mestni svet dal zeleno luč za nek projekt na podlagi informacij, ki jih je imel, je seveda potem legalno vse, kar se je naprej dogajalo in tukaj ni nobenih, bom rekel, proceduralnih kiksov. Je pa politično to velika težava. Da projekt, ki je dobil pod določenimi pogoji zeleno luč občinskega sveta, mestnega sveta, se je kasneje razbohotil in je veliko vprašanje, kar mislim, da je gospod Feratović tudi v eni izjavi izpostavil, ali bi mestni svet podprl projekt, če bi v štartu vedel, da je dosti bolj glomazen, kot je bil njim predstavljen. In ta glomaznost, o kateri se govori in je posegla v tisti prostor, je dejansko šla mimo določenih, bom rekel, nadzorov od političnih, ker mestni svet mora poskrbeti za politični nadzor tudi strokovnega, urbanističnega vidika nekih projektov. In je vprašanje, ali bi tudi ljubljanska javnost podprla tak projekt, če bi se zavedala vseh razsežnosti. Drži pa to, kar se tiče aneksov, da aneksi ne pomenijo podražitve na enoto, ampak pomenijo, da je bilo več enot potrebnih za izvedbo nekega projekta, kar še enkrat, ko je veliko aneksov in dosti višji znesek na koncu, je to problem slabega projektiranja, ki ni predvidel vseh nalog, ki jih je treba upraviti za nek projekt. Tako da, če zaokrožim, zagotovo je to velika pridobitev za Slovenijo in za slovenski šport, nažalost na lokaciji, kjer bi bilo bolje ohraniti praznino zaradi lepote te praznine v nekih takih mestih, kot je Ljubljana. No, ampak če gremo za zaključek k temu političnemu vprašanju, ker v tej današnji zgodbi zdaj že drugič ugotavljamo, da ta Kučan in njegova tovarišija, da tako rečem, njegovi prijatelji, si dobesedno upajo izigravati, zato ker tudi Kučan sam je v tistem intervjuju že pač osvetlil te politične stranke kot neko trgovino. Jaz sem to razumela kot nek nebodiga treba, dajmo
dajemo predsedniku neko moč, da bo obšel parlament in tu spet je bil nek mestni svet, treba ga je ubiti, a ne Pricenič, spet smo nekako obšli neke postopke. Kdaj se bomo rešili te politike? No, to je zdaj vprašanje. Eno je taka, eno so konkretni akteri, druga je politična praksa, ki se zna mogoče res nadaljevati. Tle samo eno zadevo, če izpostavim, ta negativen vidik, ki ga recimo in gospod Kučan in številni drugi kažejo do političnih strank, je dejansko nek ostanek preteklega režima. Mi smo tudi v preteklem režimu imeli predvsem centralni komite, kjer se je sprejemalo neke odločitve, ali pa še bolj skrite gremije, ki so sprejemali neko odločitev, in potem izvršni svet, ki je pač strokovno recimo neke zadeve izvajal. Podobno so si po nekaj letih slovenske samostojnosti, torej predvsem po tem, ko je Demos nekako izgubil tisti zagon po osamosvojitveni, zamislili očitno tudi Slovenijo. Da imamo neko ozadje, ki sprejema odločitve in da imamo čim bolj impotentno politiko. In zaradi tega se je poudarjalo, minister mora biti strokovnjak, profesor. Ne, minister mora biti politik, zaradi tega, ker je to politična funkcija in pameten politik bo znal poslušati in organizirati stroko. In ravno zaradi tega je ta naš vstop v parlamentarno demokracijo nekako spodletel, delno zaradi tega, ker je to nek ostanek prejšnjega režima in ideje, da se temeljne odločitve sprejemajo v kakšni sobi kakšne gostilne ali pa v kakšnem drugem zelo ozkem krogu in potem ostaja uradnim nosilcem samo še izvedba tistih strateških odločitev. No in seveda za konec še ena gospa, ki sodi v ozvezdje Kučana in Jankovića, je pa seveda Marta Kos, ki je prišla na položaj evropske komisarke, ki si je pravzaprav dovolila, spet ne vemo kako in zakaj, da je obiskala ravno v tem času, in to so ji tudi učitali prav upravičeno predstavniki srbske opozicije in praktično Srbi nasploh, ravno v tem času, ko je bil domnevno uporabljen ta zvočni top proti protestnikom, da je obiskala Vučića in je nekako zapisala, da pa je imela zelo konstruktivni dialog. Spet iz tega ozvezdja, te bivše partije Kučana, Jankovića, to je pač njihova kolegica, da tako rečem, somišljenica. S čim imamo tu opravka? Torej, najprej, seveda je njena naloga, da se pogovarja z gospodom Vučićem, ampak njena naloga je, da ga opozori, ravno tisto, kar sem prej omenil, na ta GPS politični, katero dejanje približuje Srbijo Evropski uniji, katero ga oddaljuje. In glede na trenutno dogajanje v Srbiji, bi, če je že bila pri njemu, morala zelo jasno povedati, kaj je tam zdaj narobe. In da je ta reakcija vlade ali pa zahtevati mednarodno preiskavo tega dogodka. Zdaj, precejšnjo ostrino je recimo v svojem nastopu takrat usmerila proti Gruziji. In sicer proti družinskemu zakoniku Gruzije, češ da ni v evropskem duhu. Zdaj se pa dogajajo zadeve na bližnjem robu Evropske unije, ki so dosti manj sprejemljive, kot je tisto, kar je Gruzija recimo naredila, pa ni recimo ustreznih reakcij tukaj. Še enkrat, Evropska unija se mora pogovarjati s Srbijo, oblast v Srbiji je jasna, to je gospod Vučić, ampak ta pogovor mora tudi javno zelo jasno povedati, kaj so evropske vrednote in kaj je nek način življenja, v katerem se še vedno, nek način politike, v katerem se še vedno vidi, da so bili 500 let pod turškim, torej pod Turki. Skratka, ta diskrepanca tukaj se mora jasno pokazati in če ne, tudi jasno povedati. Glejte, nimate evropske perspektive, ker je nimate zaradi takšne politične prakse. Ste suverena država, ste suveren voditelj, ampak dokler se boste tako obnašali, nima smisla, da zgubljamo časa eni z drugimi in je boljše, da se zaustavi harmonizacija z Evropsko unijo, ker enostavno ne oddelate nalog, ki se od vas pričakujejo. In nič
slabega. Ne? Mogoče bo Srbiji šlo vsaj v takem režimu, kot ga ima, tudi boljše izven Evropske unije, ker zdaj lahko malo mešetari, malo z Arabci, malo s Kitajci, malo z drugimi. Ne? Skratka je nek položaj, ki vsaj oligarhiji te države tudi omogoča velik denar. In tukaj dejansko se v Srbijo prihaja velik denar zadnja leta, ampak ta denar enostavno ne gre v kvaliteto bivanja srbskega ljudstva. No in za konec to vprašanje, na katerega so pa opozarjali, ko je kandidirala Marta Kos, ali Marta Kos tega ne zna, ne zmore, ne razume, noče, ne, ali jo sledi kakšnim inštrukcijam nekih ljudi iz ozadja. No, tukaj jaz mislim, da zna, kar se tega tiče, da če bi hotela, bi znala zelo lepo odkomunicirati ta vidik. Jaz mislim, da gre tle za interese v ozadju. Vprašanje je, ali so to interesi in ali je njen nastop usklajen recimo s predsednico komisije in drugimi akterji, ali pa je bolj usklajen z tistimi interesi v Sloveniji, ki ščitijo gospoda Vučića na njegovem položaju. No, in ki se tudi v tem, ne morem reči res, revolucionarnem vrenju, ki se dogaja v Srbiji, raje postavljajo na stran torej stabilnosti starega. Ja, vse ste nam povedali, dr. Jeretič. Torej, najlepša hvala za vaše komentarje dogodkov tega tedna in spoštovane gledalke, gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.